84.900 evrov bo mariborska občina odštela za novega velikoprostorca in še 50.000 evrov za 2 dodatna avtomobila. Župan Arsenovič pojasnjuje, da imajo star vozni park in da bodo z nakupom vozila privarčevali denar, ker ne bo treba plačevati najema. Mariborčani pa se sprašujejo, zakaj takšno vozilo sploh potrebuje in kje se bo, glede na to, v kakšnem stanju so ceste, prevažal. Mojca Hanžič. To je velikoprostorska limuzina, za katero bo občina odštela 84.900 evrov proračunskega denarja. Res je, 84.000 evrov je vreden avto, ki je že eno leto v naši uporabi ali nekaj takega. Občina je to vozilo najela aprila letos, doslej plačala 25.000 evrov za najem, zdaj pa torej za odkup še dodatnih 84.900 evrov. Se vam zdi to veliko denarja? Preveč. Katastrofa. Za ceste pa za drugo pa ni denarja. Pa za kako starejšo stavbo obnoviti. To pa ni. Kje se bo vozil? S takšnim luksuzom po gospodski ali kje? Mogoče je potrebno, ne vem, ne moremo o tem presoditi, veste. Je pa, bi rekel, to kar znesek, ne, konkreten, ne. Tako da sam osebno kaj takega si ne bi mogel privoščiti, ne. Poraba sigurno ni smotrena, to je davkoplačevalski denar. Ja, ni, on si kupuje lahko, ne, ja, ko župan. Ja, si privošči, ja. To da je preveč. Kje pa tema toliko denarja? Ja, občina. A občina? Ja, kje pa so naše ceste pa vse? Kaj pa to? Težko bi komentiral zadevo. Zdaj pa, če to rečemo, da je župan drugega največjega mesta v državi, verjetno domnevam, da tudi rabi takšno avto. Odvisno, zakaj se bo avto uporabljal. Uporabljal naj bi se za protokolarne zadeve, za prevoze župana, tudi njegove delegacije. Sicer pa Arsenovič dodaja, da je bil dosedanji občinski vozni park star, najmlajše vozilo naj bi imelo 14 let, zato bodo poleg te limuzine kupili še 2 avtomobila, za skupaj 50.000 evrov. Avto je pač stvar, ki jo rabiš, da priješ od točke A do B, včasih gremo celo v Ljubljano, ali pa po terenu, nič takega. S čimer pa se naključno vprašani ne strinjajo. Gre za občinski denar, zato od župana pričakujejo racionalnejšo rabo skupnega denarja.